Torej, lepo pozdravljeni, še z moje strani. Najprej seveda hvala lepa organizatorjem za to povabilo. Moram reči, že nisem imela prav prave predstave o tem simpoziju, ki zaenkrat je naredil name dober vtis. No, zanimivo se mi zdi, da pravzaprav ustvarjalci govorimo, ampak vas moram opozoriti, da se jaz nisem osredotočila na to, da bi govorila o svojem delu, ker namreč nastopam v različnih funkcijah v svojem profesionalnem življenju. Tako da bo pravzaprav moje praktično pa umetniško delo sicer lahko predstavljeno, lahko rečete, da je predstavljeno, ampak posredno skozi dela drugih ustvarjalcev, ki sem jih zbrala. Zdaj, ko ste vi nekaj na začetku govorila o slikarstvu, mogoče še to, da rečem, se pravi moj profil, da nekaj odgovorim na to, zakaj sploh pravzaprav, kot vidim, sem pravzaprav v tem kontekstu se pojavljam. Nekaj moja osnovna izobrazba je, da sem akademska slikarka, potem sem magistrirala iz kiparstva, potem sem se posmerila na filozofijo in sem doktorirala iz filozofije. V nadaljevanju sem po svojem življenju profesionalnem v bistvu delovala na različnih področjih in sem tudi vse to pravzaprav povezovala, mogoče še najbolj sem se oddaljila od slikarstva, ampak kot bom zdaj začela, recimo ta prispevek, boste mogoče videli neko povezavo, ker pravzaprav sem ravno primere slikarstva vzela za to, da vam pokažem, zakaj je pravzaprav se na področju umetnosti, torej govorila bom o sodobni umetnosti, začel tako relativno nedavno, nekje v 80-ih letih, zlasti pa z letom 2000, pojavljati kar velik interes v bistvu za življenje, ampak na tak način, da jaz bi temu rekla, da gre za performiranje življenja, to se pravi, da se ga v živo ne samo uprizarja v smislu, da se ga kaže, ampak da se ga dejansko vključuje. To se pravi, da imamo umetniške projekte, kjer umetniki stremijo k temu, da zares gojijo neke stvari. Pač kazala bom različne primere, ampak tudi ni moj namen, da v teh 15 minutah zdaj pokažem celo področje, ampak mogoče, da naslovim nekaj teh vhodov oziroma nekih tem, ki so v bistvu relevantne za to, da razumemo, kako pravzaprav do tega prihajamo. To se pravi, to področje lahko imenujemo bioumetnost ali pa biotehnološka umetnost, za katero je specifično to, da dejansko operira z živim na prizoriščih, to se pravi, kjerkoli se že kaže, da dejansko imamo opraviti z živimi stvarmi, ne pa v bistvu samo z reprezentacijami živega. Zdaj, se pravi, ta primer je sicer iz kiparstva, ampak kot sem rekla, tudi posredno lahko skozi to tudi razumete, kako sem sama prihajala do to, torej sama sem tudi aktivna na področju tako imenovane biotehnološke umetnosti in že vrsto let sodelujem z biotehnologi. Delamo različne projekte, o katerih lahko mogoče kasneje govorimo na področju gojenja človeških tkiv zlasti. Ampak tudi moj vstop je pravzaprav bil vezan na to, da sem prihajala iz kiparstva in to, kar vam kažem, ta primer je recimo en lepih primerov, v bistvu kako je zdaj tako imenovana tradicionalna umetnost, se pravi čas renesanse, kako pravzaprav ste vi imeli tudi v preteklosti že velik interes za to, da je umetnost kazala življenje. A ne v tem konkretnem primeru recimo je to življenje na primer prisotno v tem, kako v bistvu uspe zajeti ta ne premik, ampak mogoče zdrs te knjige, se pravi, da pravzaprav skozi to lovljenje tega nekega momenta, ki je v bistvu gibanje, ki pa je pravzaprav podan na nek statičen način, je lahko neka klasična umetnost, seveda pod pogojem, da gre za dobre umetnike, to delala še celo veliko boljše, recimo, kot je bilo potem v času, ko smo se srečali z gibljivimi slikami, naprimer, nas je to, da smo uspeli videti konja v gibanju pravzaprav zelo presenetili, ker vi ste imeli predtem več poskusov na področju slikarstva, ko so slikari poskušali prikazati, kako pravzaprav izgleda konj v galopu, oziroma kako v bistvu izgleda konj v tem trenutku, ko teče, ampak zato, ker ga prosto oko pravzaprav ne more uzreti, so pravzaprav bile te reprezentacije z tega stališča napačne, ampak vendar bi pa lahko rekli, da je mogoče slikarstvo to celo boljš uspelo ali pa kiparstvo ponazarjati, zato ker je pravzaprav lahko ujelo nek trenutek pred, nek trenutek po in je pravzaprav s to neko reprezentacijo, ki je lovila to namen, intenco giba, to celo boljš ponazorila, recimo kot pa fotografija, naprimer, gibljiva slika je pa tako še ima neko specifiko, ker pravzaprav
vas postavlja v pozicijo, da se dogaja prehitro in v bistvu vi ne morete slediti v bistvu detajlom, oziroma vi pravzaprav gibljive slike ne morete dojeti v smislu razdelitve v statične slike. Vse to so zdaj teme, velike teme, ampak se jih dotikam samo na hitro, no, zdaj, probam ne biti površinska, ampak seveda pravim, pač velike teme so, lahko več o tem razpravljamo. Zdaj, pri tej sliki gre za to, da je umetnica sebe reprezentirala, Frida Kahlo, znana slikarka, ona je pač delala več teh avtoportretov in je skozi to v bistvu izražala ne samo svoj odnos do sveta, do sebe, v bistvu dosti je imel tudi veze to z dojemanjem svoje lastne mesenosti in življenja, ne, tako da v bistvu, kot se pa razumeva slikarstvo, to se pravi, kako slikar nekje izkuša slikarstvo, je pa slikarstvo tudi dosti vezano v to, da pravzaprav ti sebe vlagaš v sliko, to se pravi, da ga ne samo v tem, kar predstavljam, ampak tudi v tem, kako puščaš sled na njem, na sliki, ne, kako pravzaprav gradiš to meso slike, pravzaprav ima veliko vezo v bistvu s tabo kot slikarjem. Jackson Pollock v 50-ih letih, ko je začel slikati te znane svoje akcijske slike, tako imenovane, ne, je v bistvu še toliko bolj poudaril to svoje opisovanje v sliko. To se pravi, pri tem slikarstvu je pravzaprav bilo ključnega pomena to njegovo gibanje, ki ga je on izvajal pred sliko, ampak vendar pa v tem primeru še ni šlo za performance. Torej, performance je v bistvu ni nastal v 60-ih letih, takrat se je pač razmahnil, ampak imate vi že neke pojave performansa pravzaprav prej, recimo v kontekstu zgodovinskih avantgard na začetku stoletja. Ampak v 60-ih letih pa res poraste interes za performance, recimo tukaj vam dajem en primer, Yves Klein, kjer gre za performance, kjer se še vedno slika, ampak ni bistven več ta rezultat. Torej, če je pri Pollocku vendar bil še pomen v tem, da ste na koncu vi imeli sliko, ne pa da gledate njegov performance, čeprav je bilo ključno, tista slika ne bi nastala, če ne bi on tega izvajal, pa v tem primeru v bistvu imate nek dogodek, ki se zgodi pred vami in se zgodi v živo. In pri performanceu mogoče, če bi ga hotela res na kratko opisati, pravzaprav ima veliko zveze s tem, kako je pravzaprav se na področju jezika razmišljalo o tem, kako se odmakniti od reprezentacijskosti. Ne? Če reprezentacijskost razumemo kot tisto pripovedovanje o nečem, poročanje o nečem, se pravi kot tisto drugo realnost, neko v bistvu zastopanje nečesa, je pa pri performancu oziroma pri performativu, recimo pri jeziku John Austin ga definira, bistveno to, da ko nekaj rečem, s tem to tudi naredim. Naprimer, če jaz rečem obljubim, se pravi, ta obljuba je dana s tem, ko jaz to rečem. No, na podoben način se pravzaprav na področju tako imenovane vizualne umetnosti performance začne pojavljati kot nekaj, kar ni gledališče v takšnem smislu, da bi šlo za reprezentacijske prakse, se pravi, da bi šlo za neko upodabljanje, se pravi, neko drugotno resničnost, ampak gre za to, da tisto, kar se naredi v živo, se s tem pravzaprav tudi zares naredi. Se pravi, recimo, če ste v gledališču lahko imeli prikaz, naprimer, neke telesne poškodbe, se to lahko naredili pač na nek simboliziran način z nekim umetnim materialom, naprimer s kakšnim paradižnikom in sokom. Pri performanceu bo moral biti res zares, se pravi, bo moral, recimo, če bo umetnik šel v to smer in ga bo pač to zanimalo, bo naredil res v svoje telo, če bo na ta način razmišljal. Tukaj imamo pa zdaj, se pravi, v bistvu prehod v to sodobno področje, o katerem pravzaprav bi vam rada na kratko govorila. In sicer je v tem primeru umetnica delala tako imenovane, mislim, pravzaprav so to še vedno reprezentacije, ampak tisto, kar je tle specifično, recimo je vzela žive organizme in jih je v bistvu gojila. Nekaj podobnega sem recimo jaz tudi delala, ampak ni šlo toliko za to, da bi bile v končni fazi izid neke vizualne reprezentacije teles ali pa recimo obrazov, portretov, ampak zato, da pravzaprav smo dejansko, sem zbirala mikroorganizme ljudi, ki so v bistvu obiskovali tisto performativno inštalacijo, jaz zdaj rečem. Se pravi, če si zdaj lahko predstavljate, se pravi, to pomeni, da se neke stvari pač dogajajo v živo in da se to ne posnema, ne prikazuje, ampak da se v bistvu zares dogaja. Torej, vprašanje stvaritve je neko vprašanje, ki se ponovno
nam reka ponovno v bistvu zastavlja, se je ves čas nekako aktualno, ampak recimo v primeru biotehnologije se pa res lahko rečemo, ali pa še kasneje recimo sintezne biologije se je na novo odprlo. Se pravi vprašanje stvarjenja, kdo je pravzaprav, ali lahko rečemo, da na področju biotehnologije ali pa sintezne biologije govorimo o stvaritvi, se pravi o stvaritvi recimo življenja iz nič, se pravi v tem smislu se pravzaprav približamo nekemu božanskemu početju. Zdaj v tem primeru imamo pač samo tematizacijo tega. Ta primer vam pa kaže recimo Salvador Dali, kako imate v bistvu na področju slikarstva, zdaj tle specifično okvir nadrealizma, ki pač prosto v bistvu tematizira lahko razne stvari, ki jih povezuje na podoben način, kot recimo se v sanjah stvari povezujejo, ampak vendar skratka tematizira v bistvu prihod biotehnologije pravzaprav, se pravi recimo genetiko, ampak na ta klasičen, se pravi slikovni reprezentacijski način. Medtem ko recimo Marta de Menezes pa okrog leta 2000 v bistvu začne, se pravi uporabljati tehnologijo za to, da slika v naravo, če lahko tako rečemo, naslovila je ta projekt Narava, to z vprašanjem, to se pravi, še lahko govorimo o naravi, in je pravzaprav s tem hotela izvati vprašanje, a lahko v tem primeru res še vedno govorimo o tem, da gre za naravo, ali gre pravzaprav za neko kulturno početje. Kar je pa ona počela v tem projektu, pa je bilo pravzaprav to, da je posegala v razvoj metuljev, to se pravi konkretno v razvoj njihovih kril, na tak način, da je spreminjala vzorce na njih, kot recimo vidite tukaj. To je delala v bistvu mehansko z iglico, ampak se je predtem pozanimala, pravzaprav je poskrbela za to, da s tem ni, kot sama zagotavlja, pač, da ne škoduje recimo življenju metuljev in da jih v bistvu ni, da ni prizadela njihovega življenja. No, to je način, kako je bila ta recimo inštalacija prikazana. Prikazali smo to tudi v Sloveniji leta 2005. George Genzert je en prvih umetnikov, ki dejansko začne vključevati živo v svoje inštalacije, specifično pa se zanima za gojenje rastlin, rož, in sicer ga zanima to, ustvarja križance med različnimi rožami in se potem pravzaprav ukvarja z vprašanjem, zakaj mi je neko, no to vprašanje mogoče za ta simpozij še posebej zanimivo, zakaj je neka rastlina oziroma neka roža meni lepša kot neka druga, in pravzaprav se na osnovi te sodbe, v bistvu o tem, da je neka rastlina lepša kot druga, odloči o tem, da neko rastlino zadrži oziroma jo naprej kultivira, medtem ko druge v bistvu zavrže, kar pomeni, da pravzaprav ima ta estetska sodba neke usodne posledice, ki v bistvu pomenijo preživetje vrste pravzaprav, ker on dela potem tudi to, da tiste rože, ki jih ohrani, potem tudi poimenuje, se pravi, dobijo ime in pravzaprav se nekje uvrstijo na zemljevid bioloških vrst. Neko podobno križanje, ampak z nekimi drugimi cilji je izvajal Cohen van Mechelen, in sicer si je zadal križati vse vrste tako imenovanih nacionalnih kokoši z namenom, da bo v končni fazi naredil nekega absolutnega križanca, ki ga je pomenoval kozmopolitanska kokoša, se pravi, v katerem bomo mi pravzaprav imeli skrižane vse vrste nacionalnih kokošja. Takole potem izgleda ta razstava, se pravi, dejansko gre za kokošjo farmo, kjer potem on seveda združuje te različne nacionalne vrste. In seveda mu je potem tudi izziv iskati take predstavnike recimo nacionalnih vrst. Zdaj, klasično lahko rečemo, v bistvu imamo izkušnje s tem, da moramo poskrbeti za neko nadzorovano okolje, za neko specifično vlažnost in temperaturo za ohranitev nekih klasičnih umetnin. In to je pač neka dimenzija, ki se v biotehnološki umetnosti ne sme zanemariti, se pravi, vsekakor je to vedno zelo pomemben faktor, na kakšen način v bistvu skrbimo za tisto svoje življenje, ki ga tam vzpostavljamo. Philip Ross je en zanimiv umetnik, ki se pravzaprav ukvarja z izdelavo teh hidroponičnih vrtov, tako imenovanih, za katere je dobil idejo. V bistvu iz teh migracij ljudi, ki so se selili iz Evrope v Združene države Amerike in so pri tem pravzaprav prenašali sabo tudi rastline,
In so za ta namen, ker je šlo za dolgo potovanje, v bistvu mogli nekako poskrbeti, da so v nekih manjših kontejnerjih lahko te rastline tudi preživele. Se pravi, da so imeli neke osnovne življenjske pogoje, ne pa nekih idealnih, če tako rečemo, nekih izboljšanih, ne? Se pravi, v bistvu samo neke osnovne pogoje, da lahko preživijo. In je v tem smislu tudi sam recimo gradil te tako imenovane hidroponične vrtove. No, ta razstava recimo je bila narejena za muzej Exploratorium, ki je muzej za znanost, umetnost in človeško percepcijo v San Franciscu, ne, kar vam tudi že po svoje govori o tem, kako pravzaprav se ta umetnost pojavlja kot nek križanc med tehnologijo, znanostjo in umetnostjo. Ne. To, kar v bistvu vidite v tem primeru, so v bistvu Rossovi napotki, kako lahko vi imate nek domačo delavnico za gojenje gob, oziroma gliv. Ne. V tem primeru to, kar on recimo tukaj dela, so v bistvu lahko rečemo neke take glivaste skulpture. Ne. Gre pa pravzaprav tako, so neke vrste drevesnih gob, ki pač rastejo, ne, iz teh gojišč. Joe Davis je nek malo mogoče poseben umetnik, ki je v tem primeru v bistvu izdelal tako imenovan audio mikroskop, in sicer gre za to, da je ta projekt zamišljen na ta način, da je zbiral žive organizme iz okolice, se pravi iz luž in podobnih virov, v okolici tistega razstavišča, kjer je potem razstavljal, in je v bistvu pod mikroskopom pač ustvaril takšne pogoje, da so te mikrobi se lahko, da so se pač premikali po tistem prizorišču, in na ta način seveda smo jih mi tudi, nismo jih mi opazovali neposredno pod mikroskopom, ampak so bile projecirane potem na stene, in v bistvu je on razvil algoritme, s katerimi je pravzaprav določil, kakšno glasbo, oziroma kakšne zvoke, bom tako rekla, proizvaja določeno gibanje teh mikrobov skozi to prizorišče. Ne. In je na ta način seveda dobil, se pravi, situacijo, kjer so se razni mikrobi premikali po tem prizorišču in pač proizvajali neke zvoke, in včasih je lahko ta zadeva postala zelo živahna. Zdaj, v bistvu govorimo o tem kontekstu tako imenovane biotehnološke dobe, mogoče prvo ime, ki je na tem področju, ali pa tako rekla, najbolj znano mogoče ime, pravzaprav nastopa kot aktivist na tem področju, Jeremy Rifkin, ki je že zelo zgodaj pravzaprav začel zlasti svariti pred tem, kaj pravzaprav pomeni to, kaj bomo mi lahko vse naredili z biotehnologijo. Ne. V slovenščini je šla ta knjiga Stoletje biotehnologije, ki če vas to bolj zanima, si jo lahko sposodite ali pa pač mogoče še kupite, če ni razprodana. In pač on v tej knjigi v bistvu napoveduje neke stvari, ki so se potem tudi dejansko že začele razvijati, ali pa se mogoče še niso, pa vendar stremimo v tej smeri, da se verjetno bodo v prihodnosti. Ne. Se pravi, v bistvu biotehnologija posega na zelo različna področja, ne. Tako recimo na področje agronomije, kot na področje medicine, skratka lahko se ukvarja z rastlinami, človekom, živalmi in tako naprej, ima lahko v bistvu služi zelo različnim ciljem. Tukaj ne bom niti šla toliko v detajle, ampak zdaj v nadaljevanju bi se pravzaprav rada osredotočila na dve veji, ki sta jim sledile, ki jim je sledila tudi biotehnološka umetnost, in sicer ena je usmeritev v genetiko oziroma genski inženiring, kjer se srečamo z nekim izrazom transgenetska umetnost, ki jo pravzaprav izhaja iz področja umetnosti. Eduardo Katz nekje utemeljuje ta izraz, in potem kasneje bom govorila še o regenerativni medicini oziroma odkrivnem inženiringu. Gottweis je en priznan v bistvu pregledovalec, teoretik dobe biotehnologije in pa percepcije, se pravi, kako pravzaprav družba doživlja prihod biotehnologije. Se gre za to, da daje biotehnologija neke velike upe, ali gre bolj smo nekje v fazi nekih večjih razočaranj, ne, ker je seveda to odvisno od tega, kakšne možnosti nam ponuja neka aktualna, recimo, biotehnologija. In se pravzaprav ta, če tako rečemo, družbeni termometer zelo spreminja. Ne. Se pravi, včasih imamo lahko velika pričakovanja, ali pa je seveda tudi odvisno od kontekstov, nekateri pa lahko zelo nasprotujejo. Zdaj, kaj lahko naredi umetnost v zvezi s tem? V zvezi s tem bi izpostavila zlasti enega avtorja, Wilhelma Flusserja, ki konec 80-ih let, on je bil pač teoretik, ni bil sam umetnik, ampak konec 80-ih let on piše nek spis, neko serijo spisov. Med drugim se tudi ukvarja s tem vprašanjem, se pravi umetnost v tem času, to je pravzaprav lahko rečemo še
preden se začne pravzaprav ta veja biotehnološke umetnosti. In sicer on tukaj že zastavil to vprašanje, ne? Zakaj psi še niso modri z rdečimi pikami in konji še ne žarijo v fosforescentnih barvah prek nočnih podeželskih travnikov. Se pravi, v bistvu že podaja to idejo, zakaj se ne bi pravzaprav igralno, če tako rečemo, ne? Tudi z nekimi estetskimi manipulacijami, ne? In to, kar vam pravzaprav še ta citat pokaže, je tudi neko približevanje področja biotehnologije z umetnostjo, namreč pridemo pravzaprav do tega, da pravzaprav izginja ta razlika med biotehnologi in umetniki, ne? Po svojem za njega so že biotehnologi neke vrste umetniki, umetniki pa, on reče, ne, bi v bistvu je tako preveč in bi se lahko začeli ukvarjati s tem področjem. No in mogoče nas zato niti lahko ne preseneti, ne, da je potem leta 2000 Eduardo Katz, ki sem ga prej že omenila, ustvaril to transgenetsko zajklo, tako imenovano, zelen fluorescentni zajec, v katerega ne bi ustavil zelen fluorescentni protein, ki za pač samo laborantsko delo ni neka posebna snov, pa z njo si biotehnologi pomagajo pri markiranju biotehnološkega materijala. No, to, kar je pa on naredil, pa pravzaprav vzel albino zajca in ga pač obarval s tem proteinom, kar pomeni, da pravzaprav pod določeno svetlobo ne bi ta zajkla sijala zeleno. Zamislil si je Katz v bistvu ta projekt kot v 3 fazah, ne, pri čemer se pravi, ena stvar je, da se ta zajkla ustvari, druga faza je, da se spodbudi javna diskusija o tem. No, glede te faze moram reči, da je bil zelo uspešen, no, mogoče to je bil najuspešnejši projekt, ko res en večjih sodobnih umetniških projektov, ker je bil odziv res zelo močen, ne. Tretja faza pa ne bi pravzaprav predstavljala vključitev te zajkle kot domače živali v njegovo družino, se pravi kot hišnega ljubljenčka. Zdaj tukaj so zbrani v bistvu odzivi na to delo, diskusija je bila res močna, ampak zanimivo je bilo to in v tem smislu se je potem tudi nekje razlagal, ki je mogoče ena pomembna funkcija te umetnosti, se pravi, da pravzaprav nam kaže neko prihodnost možnosti, ki jih imamo z biotehnologijo in pravzaprav lahko v tej prihodnosti mogoče nam je strahljiva, mogoče je to nekaj, kar je že praktično pred vrati, v vsakem primeru je pa nekaj, o čemer ne bi razmišljali, ne? Pa o čemer se mogoče, lahko rečemo, težko razmišlja, če se to ne pojavlja na tak estetski način, ne? Se pravi, s čimer je pravzaprav mogoče utemeljeno to, kaj pravzaprav umetnost lahko dela v tem smislu, se pravi, lahko na ta estetski način, se pravi, na ta aestezis, na čuten način v bistvu ustvari neke situacije, skozi katere lahko mi neke stvari občutimo, medtem ko recimo tega ob branju znanstvenih člankov ali pa kakšnih poljudnih člankov ne moremo. Se pravi, v bistvu na ta način tega čutnega soočanja mogoče lahko dobimo neko boljšo, ampak neko nazornejšo, neko predstavo, ki nas mogoče se tudi bolj dotakne in mogoče lažje ponazori neke aplikacije, ki izhajajo iz te tehnologije. Ni zanemarljivo, da so bila 80. in 90. leta čas računalniške kulture, zdaj ta slika se nanaša na film Iztrebljevalec Blade Runner iz leta 82, ki tematizira vprašanje stroja kot človeka, se pravi, kaj pravzaprav ločuje robota od človeka in v tem primeru imate pred sabo robotkinjo, ki pa je pravzaprav skozi film nekako zmožna še razviti čustva, pri čemer se pravzaprav ta razlika med človekom in strojem manjša. No, zdaj za področje tematiziranja, zdaj pa tale mi pa res nadela. Tle spodaj sem vam dala en tak video prikaz, ampak se... Ja, mogoče bi morala iti, ampak mogoče pa niti ni toliko... Tlele ima play, ampak ga sam naprej porne. Niti ni to po mojem bistveno. No. To sem hotela v zvezi s tem povedati, da se je na področju umetnosti zlasti prek festivala Ars Electronica, ki je v Linzu še vedno en večjih festivalov za sodobno umetnost in tehnologijo, pa tudi družbo, začel leta 93, se pravi v 90. letih tematizirati to vprašanje, se pravi umetnost in življenje in prvo naslavljanje je bilo vezano na to, kako pravzaprav se življenje lahko razume na tak programski ali pa računalniški način.
A ne? In recimo tukaj ste imeli ta festival leta 1993, ki ga je kuriral Peter Weibel, se je sprašal o tem, se pravi, kaj je življenje, razmišljal o raznih tipih umetnega življenja, ampak jaz recimo to razumem v bistvu v neki tesni povezavi s tem vzponom računalništva, tudi robotike v tistem času in v bistvu mišljenja o življenju na tak programski način. Recimo to, ta robot Asimov, ki ga še vedno razvija in je še vedno kot nekaj fascinantnega na področju robotike, ne, na način, kako se v bistvu je zmožen premikati, je vendar se začel razvijati že leta 1993, ne, se pravi, gre za to, da pač razvija ta robot v čim boljšo motoriko, čim bližje pravzaprav človeku. No in na ta način lahko ugotovimo, da se je v bistvu razmišljalo o življenju na tak način, v bistvu programski, to se pravi, da razumemo življenje na tak programski način, kar pa pravzaprav še vedno podpira to, zdaj ne vem, koliko ste, kakšno je vaše znanje iz filozofije, ne, se pravi, na ta v bistvu dualističen način razumevanja duše in telesa kot nečesa ločenega, se pravi, imate software na eni strani, ne, tako pa računalništvo in hardware na drugi strani, se pravi, v bistvu, ker ta programski del, mentalni, racionalni, pa na drugi strani ta fizični, ne. Na ta način recimo se je razmišljalo v zvezi z računalništvom, potem robotiko, ne, in pa tudi pravzaprav na področju tako imenovane zgodne biotehnološke umetnosti, ki je bila vezana na genski inženiring in to, kar vam zdaj pač prikazuje tudi ta diapozitiv. Donna Haraway, ena pomembna teoretičarka na tem področju, se pravi reče, pravzaprav organizem je preveden na problem branje koda, ne, se pravi, da pravzaprav tudi odkrivanje recimo koda življenja, ne, se pravi odkrivanje genskega zapisa človeka ima pravzaprav dosti zveze s to paradigmo razumevanja. To je eno tako zgodnejše delo, Joe Davis sem ga prej že omenjala, recimo, kjer je on pravzaprav to ikono vizualno pretvoril v programski jezik in jo potem umestil se pravi, razložil prevedel v genski zapis in to potem ustvaril, zdaj v tem konkretnem primeru, vem, da je kasneje potem razlagal, da je to pravzaprav umestil v neko živo bitje in na ta način pravzaprav naredil kot večno umetniško delo, se pravi, da se bo v bistvu po reprodukciji tega živega bitja ta genski vpis, ki ga je on naredil v ta organizem, pač v bistvu dedoval. No pa pravzaprav mislim, da težko gremo mimo tega, da je leta 2000 prišlo do tega zapisa genoma, a ne, s čimer se je pravzaprav razkril, da ima človeški genom veliko manj, se pravi, veliko manj genov, kot se je prej mislila, ne, se pravi, izkazalo se je, da jih ima cirka 30 do 40 tisoč, medtem ko so pričakovali, da jih ima nekje med 120 in 140 tisoč, ne, kar je pravzaprav pomenil, ne, zdaj to je samo neka količina, nismo še pravzaprav nič govorili o kvaliteti, ampak že ta količina nas je, ker imate po drugi strani recimo glista, ne, ima na primer 1000 celičnic možganov, pa ima 19 tisoč genov, se pravi, da se je v nekem smislu izkazalo, da smo bližji neki glisti ali pa vinski mušici, kot pa nečemu, kar smo pričakovali, da smo, ne, in se v tem smislu potem razlagali, ne, krona človeška je padla in tako naprej. Hočem reči, v bistvu so tudi takrat delnice za ta podjetja, ki so bila vezana na genski inženiring, zelo strmo padla in ja, strašno je v bistvu padla popularnost. Tako sem prej enkrat, da recimo, prej sem recimo omenjala, kako nekdo recimo analizira, kakšni so odzivi družbe, ne. In mislim, da ima to tudi zveze s tem, da se je potem okrog leta 2000 pojavil nov up na področju biotehnologije in to je tkivni inženiring, oziroma kadar je tkivni inženiring apliciran za uporabo v medicini, govorimo o regenerativni medicini. Skratka, zakaj gre pri tkivnem inženiringu, čisto zelo preprosto, ta shema vam kaže, se pravi, v bistvu iz biopsije, se pravi, vzamemo košček tkiva iz telesa in